koleriki, to so tisti ljudje, ki so tudi glasni, ki so energični. A kako hodijo? Počasi ali hitro? To se sam trese, ne? Dum, dum. Če odpirajo vrata, dum, dum. Če ste na sestanku z direktorjem, ali ima kolerik respekt, da pride na sestanek in vas kaj vpraša? Da ali ne? Ne, pa kaj bom jaz zdaj čakala, da vi končate sestanek? Mene to zanima, ja, pa še notim bom vprašala, ne, nekaj, da imaš 5 ministrov pri sebi, ne. Torej, koleriki so po naravi pogumni, nimajo respekta pred drugimi, so deloholiki po naravi, kar je boljš, kot da bi bili enoholiki ali pa alkoholiki, so zelo hitri, so zelo energični, za njih so počitnice zguba časa. Če pa že morajo iti na počitnice, to potem morajo biti počitnice, kakšne? Delovne, akcija. In zdaj, kjer so poročeni s temi zelenimi, ki potrebujejo veliko počitkov, vprašajte njihove zelene partnerje, kaj si vsaj enkrat v življenju želijo, kakšne počitnice? Mir. Ležanje na plaži, čivalo na straži, a ne kako že gre tista pesem. Če oni zbirajo počitnice, tu skozi mora biti neka akcija, skozi mora biti se nekaj dogaja. Tudi če kdo tukaj dela v turizmu, tudi ko ljudem prodajate počitnice, je pomembno, da jim prodajate na podlagi njihovega tipa osebnosti. Ne glede kaj delamo, veste, je pomembno, da imamo to razumevanje teh naših osebnostnih razlik. Kolerikova glavna želja je, da bo po njegovo in to takoj, prec. Če ne ste že v problemih. Recimo, če vam kolerik reče, daj mi prinesi vodo, če vaša zadnja plat ni v zraku, ko on reče vodo, že on potem nori, že on mora sam to narediti, ker z vami itak ni nič, dok boste se vi spomnili, bo on že to 5krat naredil in potem je tisto mahanje z rokami in tisti vatreli pogledi in ne vem, to potanje, pa udarjanje po mizi, ali pa za njega je značilno to, ali pa to, včasih kot celo z dvemi žuga, ko kaj piše, ko vam piše kakšna sporočila s tiskanimi črkami, pa 3krat podleče, pa 3 klicaje naredi, a ne? Če bo naša Barbara pisala, bo napisala zraven smejka, bo narisala, pa hvala bo napisala, ne? Potem, kaj je pomembno za kolerike, da vemo? Oni imajo naraven dar videti rešitev. Ne glede, nekaj sem dan že omenila, ne glede v kateri situaciji se znajdejo. Naraven dar, da vidijo rešitev. Oni ponavadi vedno imajo prav. Niso pa priljubljeni, ker po naravi niso ravno empatični. Ne znajo ravno izbirati lepih besed. Pri njih je ono, što na to na dum. Točno to sem imela v mislih, pa nisem vedela, kako ne prevedem v slovenščino. Se pravi, imajo prav, ampak s tem svojim prav pogosto, kad prizadanejo ljudi, ker ne znajo na primeren način povedati, ob pravem času in potem v bistvu izničijo to svoje, to, da znajo rešitev pokazati. Zato tisti koleriki, ki ste tukaj, lepa beseda, lepo mesto najdete, pen pes ni za nobeno rabo. In kaj mislite, kdo se prvi spremeni od vseh tipov osebnosti? Mi se lahko spremenimo, a ne? Še vedno ne bomo postali nekaj, kar nismo, lahko se pa naučimo. Kdo se prvi začne spreminjati, ko se odloči? Kolerik. Sangvinik se bo prvi navdušil, ampak mu bo nekaj vmes prišlo, melanholik je itak popoln, zakaj bi se spreminjal, flegmatik je tisti, ki nas vse sprejme in nima potrebe, da bi druge spreminjal posledično niti sebe. Kolerik, ko se odloči, ko bo videl, da mu bo to koristilo, bo on prvi, ki se bo naučil stvari, ki mu bodo pomagale, da doseže večjo učinkovitost. Ker rdeča nit življenja kolerika je v čim krajšem času, čim več, čim bolj, čim hitreje narediti. Njega karkoli dela, njega tudi spremljajo te besede, če ga boste poslušali, bo on rekel, če tudi ni potrebe, da bo hitro. On bo rekel, dajmo to hitro narediti, daj mi hitro povej, naj ti hitro pomagam. Torej, čeprav, me slišite, ni potrebe po hitenju, ampak to je v njem. Če boste delali z eno roko, bo rekel, zakaj ti je Bog dal 2 roke, ne moreš obe roki uporabljati. Sovraži kompliciranje. Kdo je mojster kompliciranja od tipov osebnosti? Melanholik. On še najbolj enostavno stvar lahko zakomplicira. A jeste, mi bomo, kolerik bo rekel, treba pokositi travo.
Bo zavihal rokave, če je še 13 minut, bo še dan, ok, v teh 13 minutah lahko kar precej pokosim, če je kosilnica v garaži. Melanholik bo rekel, ja, mogoče pa res, ok, čak, da bi mi to ustrezalo, da preverimo, a imamo benzin in tak naprej. Torej, on tako zakomplicira, pa kaj zdaj delaš doktorat iz košnje trave? Ali pa recimo, ne vem, treba je obeliti to. Sangvinik bo rekel, ja, to bo zabavno, bomo kakšno barvo dali. Melanholik bo rekel, ja, res je treba je pogledati, kje so cene cenejše, kje so kdaj v akciji kakšne stvari, koliko zaščitnega traku rabimo, kdaj bomo to naredili. Flegmatik bo rekel, sej še ni toliko krize, lahko še malo počaka. Kolerik bo rekel, sej res, Bauhaus dela do 9, lahko, daj hitro skoč kupiti enajmer, danes lahko že premažemo en del. Ampak končni rezultat od vseh, kdo bo imel najboljš narejeno? Melanholik. Bo imel pa brezhibno. Brezhibno. A veste, tako da, dragi moji koleriki, hitrost ni vedno tudi učinkovitost. Če pri tej svoji hitrosti ni veliko stvari, pozabimo, razbijemo in tako naprej. Naj vas naučim nekaj glede kolerikov. Ne se nas bati, mi izgledamo kot buldožerji. Ampak smo prvi, ki vam bomo pomagali. Pustili bomo svoje delo in bomo prišli pomagati vam. Vendar nas ne vabite potem na kavico, ker nimamo časa, ker nas doma čaka delo. Drži, koleriki, dajte mi pomagati, če to drži. Na kavice ne hodimo, razen če imamo od tega koristi, oziroma razen če zraven nekaj delamo. Tako da, če želite, da pridemo na kavo, povejte, da imate nekaj za delati, bomo takoj preleteli k vam. Za kolerike pravijo, da se deremo, da kričimo. Kaj sem na začetku rekla? Da se ne derem, ampak da samo govorim glasno. In to je tako zelo pomembno. Tako kot je pomembno, da sangviniki ne šlatajo, ampak se dotikajo, tako je pomembno za kolerike, da se naučite sprejeti, da mi dejansko ne kričimo. Moj današnji glas je v mojih ušesih na lestvici od 1 do 10, danes 3 do 4. V vaših je pa 13+, a ne? Ok, ko se zavedam, dobro, ne nadaj se izmanjše glasa na telefonu, včasih sem imela opomnike po sceni, da tiho govorim, ampak potem, ko jaz spadem noter, jaz pozabim in moj glas gre gor. Torej, tu rabim vašo pomoč, ščerka mi reče potem, mami, a lahko lepo poveš, mami, sej te slišim, torej, spet to moramo vedeti na delovnem mestu. In pogledajte zdaj, jaz čistim srce na delovnem mestu, povem, torej, treba odnesti na pošto, in vi, kaj se pa dereš, kdo pa misliš, da si? Kaj mi komandiraš? In mislite, da sem vas vzela na pik. A jaz vse, kar imam v glavi, je učinkovitost. Zakaj bi šle obedve na pošto, če že itak ti greš in lahko vse odneseš? To so zelo pomembne stvari. To je tako pomembno, da se naučimo to sprejeti. Torej, ker če se mi koleriki začnemo dreti, to zgleda ful drugače. Ne bom zdaj demonstrirala. Naslednja stvar, ki jo morate o kolerikih vedeti, je, da imajo kratek fitil. Eksplozivni so. V trenutku eksplodirajo. Kratek fitil sem rekla. Kaj to pomeni v praksi? Pa kaj je s tabo? Pa kje si imela pamet? Pa si ti sploh razmišljala, ko si to naredila? Pa jaz ne vem, pri teh letih na teh delovnem mestu 100 plačo, da si to naredila. Pa mislim, jaz stvarno, ne vem, kaj ne rečem. In mine 10 minut. Alora, gremo na kavo. In vi gledate, pa kaj si ti normalna? 10 minut nazaj si me nazjala, zdaj me vabiš na kavo. Ok, kot sem rekla, koleriki, ne deremo se. Ampak pri nas veste, pri čem ste. Mi povemo in se s tem več ne ubadamo. Vi plavi boste še 7 ali pa 17 let analizirali in nam naprej metali. Mi rdeči rečemo je gotovo, čez 10 minut je nova zadeva, novo življenje je prihodnost, 10 minut nazaj je preteklost. S tem se opravili, jaz sem ti povedala, kaj si mislila, če si ti bila pogumna, pa me nazaj povedala, ok, sva si bot, in to je to, in zdaj gremo na kavo. Koleriki, kdo ve, o čem govorim? In tisti, ki niste koleriki, kolikokrat smo vas užalili in ste imeli tedne in dneve opravka z nami v svoji glavi? A nam se niti sanjalo, ni s čim se ubadate. Zato je pomembno, da se naučimo iskreno, odkrito pogovarjati v ljubezni in spoštovanju. Ne, da se zavedaš, da sem jaz to doživela kot dretje. Hkrati pa vi morate sprejeti, da se ne derem, ampak da dejansko Bog mi je dal tak dar in sem glasna. Naslednja stvar, ki je pomembna, da veste, za kolerike pravijo, da komandiramo. To sploh ni res. Koleriki ne komandiramo, samo delimo na svete. Kaj to pomeni v praksi?
če nekaj delate, pridem zraven, bom rekla, veš, če bi to Ervin, če bi to tak delo, bi bil prej in hitreje, Ervin, imaš malo izkušnje na ta način. Ampak jaz to ni zlonamerno, to ni zlobno, to je samo zato, ker enostavno želim, da bo prej naredil, da bo prej gotovo, čeprav ne vem, nikjer ne piše, da mora biti ob tej in tej uri, ampak enostavno v nas je to, naj bo prej, naj bo hitrej, naj bo čim več, v čim krajšem času. Ok, tisti, ki niste koleriki, torej, mi to izhajamo iz sebe, ne zato, da bi vas ponižali, ne zato, da bi se delali mi ne vem, koliko bolj pametni, ampak enostavno želimo vam pomagati, želimo vam olajšati, če boš tak delala, ti bo lažje. In potem je en gospod rekel, pak jaz nimam potrebo, da bo lažje pa hitrejše, jaz imam čas. Torej, moramo se naučiti sprejeti, da ne razmišljajo vsi na naš način, da ne delajo vsi na naš način. Torej, moramo se, a veste, kaj je najpomembnejše v teh naših odnosih? Prva stvar, da sprejmemo, da iste stvari drugače vidimo, delamo, slišimo, čutimo, delamo in doživljamo. In druga stvar, da se naučimo videti, da delo je narejeno. Ne pa vmes gledati pod prste, na kakšen način delaš. Torej, če je bilo treba drva donesti, da nas ne bo zeblo, ok, moram se naučiti videti, ali so tista drva v tisti kišti, za katero so namenjena. Če ste bili zadolženi za kuhanje kosila, ali je ob 2 kosilu kuhano za toliko oseb s tem materialom, ki ste ga imeli na razpolago. Če je, ne vem, treba perilo biti obešeno, ali je obešeno. Razumete, o čem govorim? Mi se pa tem spuščamo v to, kak si pa to naredil? Ok, slabe lastnosti kolerikov, nima jih, gremo naprej. Ok, največja slaba lastnost nas kolerikov je to, da ne vidimo svojih slabih lastnosti. Če bi mi koleriki priznali vsaj eno slabo lastnost svojo, bi bili skoraj tako idealni, kot mislimo, da smo. Torej, največja napaka, največja slaba lastnost je, da ne vidimo svojih pomanjkljivosti, ne vidimo svojih napak in mi za svoje napake nismo nikoli odgovorni. Pokasira ponavadi tisti, ki se zraven najde, čeprav se mu niti ne sanja, zakaj se gre. Če bi vi naredili tako, kot sem jaz rekla, do tega itak ne bi prišlo, ne? To so ponavadi izgovori. Kaj še pomembno, da veste pri koleriku, kratek fitil ima, to sem vam že rekla, zna biti zelo žaljiv, zelo vzkipljiv, zelo netoleranten, njega ne zanima, a ga imate radi, a ga nimate. Unim rumenim je pomembno, da imate njih radi, sangvinikom. Kolerika boli John. A ga marate, a ga ne marate. Naredite in boste preživeli. Ne vem. Glava te boli, a dej, kaj si taka cmizdra, kaj te boli glava, pa daj malo potrp nared, pa boš pol šel domov, če že moraš, a pa spij aspirin, ali pa 2, pa boš držal do konca delovnega časa. Torej, zelo so netolerantni, zelo so neempatični, enostavno sovražijo lenobo, sovražijo počasnost in sovražijo, če kdo jamra in stoka in ne vem, je tak, da ne more... Sovražijo tudi bolezni, ne prenesejo, ne sprejmejo, da so bolani ali pa karkoli. Za počasne ljudi bi jih najkraj zgrabili, pa predstavili, pa mim šli, ne? Torej, to sovražijo, ampak ponavadi so z njimi poročeni. Mislim, da je to, kar se kolerikov tiče. Še enkrat, ne se nas bati, smo prvi, ki vam bomo pomagali, ampak nehajte nas vabiti na kavice in na domjenke in ne vem kaj, ker mi nimamo časa. Povabite nas, če je treba kaj narediti, bodite prepričani, da bomo naredili. Smo odlični improvizatorji. Melanholiki zmrznejo, če se kaj sesuje, če ne gre vse po rekelcih. Koleriki usvetimo, če je treba kaj zimprovizirati, tu smo ta glavni. Na zdravje, res je.